Gospod župan, spoštovani gospod minister, dragi gostje. Jaz sem imel pripravljeni dve verziji govora, eno v primeru naliva, zelo kratka, nažalost za vas pa pride v poštev samo ta kratka. Torej, v veliko čast mi je, da sem lahko ob tej svečani priložnosti z vami. Slovesnost o postavitvi temeljnega kamna na lokaciji bodoče centralne čistilne naprave Šentjur je rezultat trdega dela. Tega se zavedamo na Evropski komisiji. V imenu Evropske komisije bi zato rad iskreno čestital vsem, ki ste prispevali k temu, da je do današnjega dogodka prišlo. Kakor je bilo rečeno, je to projekt, ki ga sofinancira kohezijski sklad Evropske unije. Prispevek Evrope, če tako rečem, je približno nekaj čez 4 milijone evrov za to prvo fazo projekta. Ob tej priložnosti bi želel izpostaviti predvsem širšo dimenzijo tovrstnega evropskega projekta. Njegovo izvajanje je seveda v skladu s širšimi cilji kohezijskega sklada, ki so prispevati k izboljšanju prometne, energetske, okoljske infrastrukture ter pomagati k doseganju usklajenosti z evropskimi standardi in okoljskimi predpisi Evropske unije. Pri tem je pomembno poudariti, da sta regionalni razvoj in skrb za okolje tesno povezana in morata zato nujno delovati komplementarno. Kvaliteta življenja je namreč tisto, kar moramo imeti v mislih, ko se odločamo za podporo takšnim projektom. Prepričan sem, da bo realizacija tega projekta pripomogla k večji kakovosti naravnega okolja, kar je v širšem smislu pomemben predpogoj za privabljanje nadaljnjih ekonomskih vlaganj v regijo in s tem ustvarjanja novih delovnih mest. Nenazadnje pa bo zagotovil tudi večjo kakovost življenja za prebivalce tega območja. Še nekaj besed o kohezijskih sredstvih. Lansko leto smo vstopili v novo generacijo kohezijskih programov v okviru nove finančne perspektive 2007-2013. Namen kohezijske politike ni razdeljevanje in blanko čekov. In kakor je bilo rečeno strani gospoda župana, tu je treba dosti delati, pripravljati projekte, kontrole so seveda naporne in tako naprej. Torej, kohezijska politika zahteva pripravo natančnih strategij in programov, njihovo ocenjevanje in spremljanje, spoštovanje strogih finančnih pravil, obiske revizorjev in tako dalje. V skladu s pravili o sofinanciranju morajo države članice tudi same priskrbeti del sredstev za financiranje projektov. Kakor smo videli v tem primeru, hvala Bogu, Evropska komisija oziroma kohezijski sklad prispeva večji delež. Lahko se torej le vprašamo, zakaj so se države sploh strinjale, da se vse to nadaljuje še naslednjih 7 let. Razlog je v prvi vrsti v tem, da se kljub temu, da se radi pritožujemo nad obstoječim sistemom, vsi zavedamo, da le ta temelji na osnovah odgovornega vodenja ter preglednega in učinkovitega upravljanja z javnimi sredstvi. Poleg tega je sistem kohezijske politike inkluziven, torej vključujoč. To pomeni, da odločanje ne poteka od zgoraj navzdol, kar se pogosto očita bruseljskim politikam. Nasprotno, gre za večstransko partnerstvo, ki tistim, ki imajo od kohezijske politike koristi, omogoča neposredno sodelovanje v procesu spremljanja odločitev. Primeri tradicionalnih velikih koristnih kohezijskih sredstev, torej Grčija, Španija, Portugalska in Irska, kažejo, da je ta politika uspešna. Seveda je pa treba kohezijsko politiko posodobiti in v ta namen bo treba doseči nov konsenz, zlasti pri poenostavitvi in deregulaciji te politike in krepitvi partnerstva med nacionalno, regionalno in lokalno ravnjo. O novi kohezijski politiki po letu 2013 se zato že danes potekajo razprave na evropski ravni. Za zaključek pa bi želel poudariti, da je današnji dogodek še en dokaz, da se evropska sredstva lahko koristno in smotrno uporabljajo, ter da Evropska unija ni samo nek abstrakten pojem, ampak da neposredno vpliva na življenje ljudi, tako na nacionalni, kakor na lokalni ravni. Še enkrat čestitam in vam želim mnogo sreče in uspehov pri izvajanju projekta in gradnji čistilne naprave Šentjur. Hvala lepa.